Vse vas lepo pozdravljam na današnji virtualni okrogli mizi. Da se ne moremo videti v živo in vam na takšen način prikazati, kaj danes predstavljamo, vas lepo vabim, da si najprej skupaj ogledamo kratek predstavitveni film, ki nam bo pokazal, kaj novega dajemo z današnjim dnem v javno razpravo. Decembra leta 2019 je Pravopisna komisija pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti in Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije v sodelovanju s sodelavci Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU na portalu Fran objavila predloga prvih 2 poglavij novih pravopisnih pravil za javno razpravo. Novi slovenski pravopis smo poimenovali pravopis 8.0, da bi pokazali na dvoje. Pravopis 8.0 je 8. slovenski pravopis, natančneje 8. samostojna izdaja, zato številka 8. Pravopis 8.0 sledi duhu časa in novim razmeram, ki so jih v pisanje in komuniciranje nasploh vnesli globalizacija in drugi pojavi sodobne informacijske družbe. Zato dodatek .0 po vzoru oznake računalniških programov in aplikacij. Že objavljenima poglavjema Pisna znamenja in krajšave sta se v marcu 2021, natančneje v tem tednu, pridružili še poglavji o rabi velike in male začetnice ter o prevzemanju. Vsako pravopisno poglavje je notranje členjeno tako, da osnovnemu pravilu sledijo posebnosti, ki so za zahtevnejše uporabnike verjetno najzanimivejši del, saj prikazujejo izjeme in odstopanja od normativno obvezujočega pravila. S pisalom je označen slogovni napotek, ki predstavlja dejstva pomembna za lažje razumevanje osnovnega pravila ali nakazuje okoliščine, s katerimi se srečujemo pri manj formalnem sporazumevanju. Pravila so pogosto med seboj povezana s sklici, ki uporabnika preusmerjajo k pravilu s podobno ali povezano problematiko. Z modro barvo označena ponazorila v pravilih naj bi bila tudi slovarsko predstavljena. Slovarske rešitve, ki so združene v e-pravopisu na portalu Fran, pripravljajo sodelavci pravopisne sekcije na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. Rešitve so do potrditve in uskladitve pravil zgolj na ravni predlogov, osnovanih ob pregledu gradiva in se lahko še spremenijo. Komisija jih namreč še ni strokovno komentirala in obdelala. Najbolj opazna sprememba v poglavju velika in mala začetnica preureja zapisovanje zemljepisnih imen, ki označujejo imena naselij, zaselkov, mest, zdaj poimenovanih krajevna in ne več naselbinska imena. Predlagano je, kar je bilo predmet diskusij že v 70. letih prejšnjega stoletja, da se tako kot pri drugih jezikih, tudi v slovenščini, ne prve sestavine v teh imenih pišejo enotno z veliko začetnico, tako kot Škofja Loka, Zidani Most in Kranjska Gora, tudi Opatje selo, Novo mesto in Stara vas. To pomeni, da so odpravljene izjeme iz slovenskega pravopisa 2001. Mesto, trg, vas ali vesca, selo ali sela, selce, naselje. V nekrajevnih, prej nenaselbinskih imenih pa naj bodo z veliko začetnico pisane le tiste sestavine, ki so lastna imena, kar ni novost. A ker pisanje zemljepisnih imen ni lahko, še zlasti pa je težavno, če ne vemo, kaj ime označuje, so v pravilih ta poglavja razširjena. Dodan je podrobno opisan mehanizem odločanja o začetnici v neprvi sestavini, pripravljena pa je bila tudi priloga z naslovom Neprve sestavine zemljepisnih imen. V njej je nabor 212 besed, ki se pojavljajo kot neprve sestavine v 837 nekrajevnih in krajevnih imenih, ter so zato pisane z veliko ali malo začetnico. Seveda bodo vsa ta imena tudi uslovarjena. V poglavju o prevzemanju smo se odrekli terminološkima paroma tujke izposojenke in prevzeta imena polcitatna imena, ki v strokovni javnosti nista bila dobro sprejeta.
Z novima opisnima terminoma, pisno podomačena in pisno nepodomačena beseda, smo poudarili za pravopis bistveno razlikovalno značilnost, ki nas vse zanima, in sicer, ali je beseda zapisana tako, kot se izgovori, ali ne. Vse odločitve v predlogu novih pravopisnih poglavij smo utemeljili. Utemeljitve pa so v obliki komentarjev predstavljene javnosti kot spremljevalna besedila na Franu ali spletišču pravopisne komisije. Na portalu Fran so poglavja objavljena v razširjeni obliki, ki je primerna za javno razpravo. V vsakem členu lahko prispevate svoj komentar, mnenje ali predlog. To storite tako, da kliknete na polje Oddajte komentar. Namen portala je namreč vzpostavljanje dialoga z laično in strokovno javnostjo o predlaganih pravilih. Vljudno vabljeni. Pozdravljeni nazaj. No, očitno nam je s filmčkom le uspelo. Glede na to, da ste nekateri gledalci, poslušalci, udeleženci Zooma prihajali tudi kasneje, ni bilo niti tako slabo, da smo s filmčkom zamujali, kajti ko smo začeli neuspešno predvajati filmček, nas je bilo 40, zdaj pa nas je že 114. Skratka, lahko rečemo, da smo na inštitutu na narejeno zelo ponosni. Prepričani smo, da delamo pomemben korak naprej k pravopisu, ki bo služil temu, zaradi česar so se pravopisi sploh pojavili. Da bo torej služil lažjemu in manj stresnemu pisanju v slovenskem jeziku. Pravopis namreč ne sme biti priročnik, ki bi nam ustvarjal preglavice, ki bi ustvarjal probleme. Nasprotno, pravopis je priročnik, ki naše težave odpravlja. S pravopisom se v neki skupnosti dogovorimo, kako bomo pisali, ne da bi z načinom svojega pisanja kogarkoli zmotili. Kako bomo pisali, če želimo, da nas imajo drugi za pismene, za izobražene? Po tradiciji slovenski pravopis tudi v zelo majhni meri nadomešča pravorečni priročnik, čeprav to ni njegova bistvena vloga. Zahteve pravopisa so se v elektronski dobi bistveno spremenile. Če želimo, da bi bil pravopis uspešen in bi ljudem lahko res služil kot vsakdanji pripomoček, mora delovati čim bolj interaktivno. Slediti pa mu bodo morali tudi najrazličnejši črkovalniki in slovnični pregledovalniki v aplikacijah, s katerimi zapisujemo besedila. Idealen pravopis neke morda ne tako daljne prihodnosti bi bil seveda vsevedni program v zapisovalniku, ki bi nas sproti učil in opozarjal. A tega zaenkrat še nimamo in tega tudi zaenkrat še nihče ne zna v takšni meri. Dobivamo pa zagotovo enega najsodobnejših pravopisov v Evropi. Kaj je torej pravopis v sodobnem času? Je zbirka pravil, ki skuša upoštevati željo vseh ljudi, da bi bilo njihovo pisanje čim lažje in čim bolj poenoteno. In kdo so raziskovalke in raziskovalci, ki se trudijo, da bi bilo naše pisanje lažje? Člani ožje skupine pravopisne komisije sodelujejo na današnji okrogli mizi, pri tem pa se seveda redno posvetujejo tudi z drugimi člani širšega sestava, prek javne razprave, ki se danes odpira za 3. in 4. poglavje, pa seveda tudi z vami vsemi. Lepo pozdravljam zato
najprej dr. Heleno Dobrovoljc, predsednico pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU in vodjo pravopisne sekcije na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU. Dober dan. Dr. Tino Lengar Verovnik, znanstveno sodelavko na Inštitutu za slovenski jezik in koordinatorko dela pravopisne komisije. Dober dan. Dr. Natašo Jakob, višjo znanstveno sodelavko na Inštitutu za slovenski jezik in članico pravopisne komisije. Dan. Dr. Marto Kocjan-Barle, lektorico, urednico, fonetičarko na Radiu Slovenija, človeka iz prakse in članico pravopisne komisije. Dober dan, samo doktorica nisem. Dr. Petra Vajsa, višjega znanstvenega sodelavca na Inštitutu za slovenski jezik in člana pravopisne komisije. Dober dan. Profesor dr. Hotimirja Tivadarja z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in člana pravopisne komisije. Lep pozdrav vsem skupaj. Morda se nam bo pridružil v naslednjih minutah tudi akademik dr. Janez Orešnik, ki je kot predstavnik SAZU in član pravopisne komisije želel biti z nami, vendar so mu to zaenkrat preprečile računalniške nezgode, ki pa jih pospešeno odpravlja, tako da bomo videli, če mu uspe priti v naš virtualni svet. Pogovor bi začel z vprašanjem predsednici pravopisne komisije dr. Heleni Dobrovoljc, in sicer kako bi na splošno označila pravopisni poglavji, ki sta pred nami. Hvala lepa za besedo. Kako bi označili te dve poglavji? Gre za tisti dve poglavji, vsaj po mojem mnenju, ki v poleg ločil najpogosteje omenjamo, ko govorimo o pravopisu in se tudi ljudje najpogosteje nanju sklicujejo. Vsak pravopis je pravzaprav evolucijski projekt, vsaka nova izdaja raste iz stare. Tudi mi smo pravila aktualnega pravopisa iz leta 2001 gradivsko pregledali, preverili rabo, pri tem seveda sledimo merilom teorije knjižnega jezika, ker zagovarjamo, da morajo biti tudi normativna dela tega tipa raziskovalno podprta, nastajati morajo v raziskovalnem procesu. Veliko smo se ukvarjali s tistimi pravili, ki jih pišoči, to smo videli, niso upoštevali ali pa pri katerih smo opazili, da prihaja do omahovanj. Seveda je vedno tudi polno novih položajev, ker poglejte okoli sebe, sprašujemo se, kako sklanjati AstraZeneca ali kako pišemo COVID-19, polno je pravopisnih težav, črtica, velike črke in podobno. Naša zamisel je bila, da je treba v pravopisu predstaviti vse možnosti, ki jih knjižni jezik in njegov sistem dopuščata, uporabnik pa bi iz tega okvira zajemal v skladu s konkretnimi okoliščinami sporočanja. Ker gre za priročnik z osnovnimi zapisovalnimi pravili, se morajo v njem najti vsi, torej vse generacije pišočih, tisti, ki se knjižnega jezika šele učijo in pa tudi tisti, ki v njem že dolgo ali pa krajši čas ustvarjajo. Morda še beseda, če dovoliš, Kozma, o reformi.
Res smo razmišljali o celoviti reformi pri zapisu zemljepisnih imen in smo zato izvedli obsežno raziskavo in tudi anketo, vendar pa se za radikalen kodifikacijski preskok v zapis z veliko začetnico nismo odločili. To bi po tipu recimo Bohinjsko jezero, da bi pisali obe sestavini z veliko začetnico. Pri mnogih manj znanih imenih bi s tem res morda olajšali rabo, a bi hkrati sprejeli neko dokaj ostro odločitev. Morda pa bosta stroka in javnost v prihodnosti bolj naklonjena takim spremembam. Reforma je torej zgolj delna in usmerjena v poenostavitev zapisa krajevnih imen, naj ne bi bilo več izjem, kot smo slišali v tej uvodni predstavitvi. Več pozornosti pa samo še to, da smo več pozornosti namenili prav pojasnjevanju mehanizmov za zapis začetnice. Kako naj ravnamo, če ne vemo, kako pisati ne prvo sestavino. Zato tudi ta priloga. Oprosti. Ravno na to sem želel opozoriti. Skratka, pravila o veliki in mali začetnici so v resnici poenostavljena, so pa daljša. Skratka, zapisanega je več. Morda, če bi samo na kratko ponazorila, zakaj. Ja, res bi bilo pravila mogoče strniti, ampak nam se je zdelo v tej fazi pomembno predstaviti vse tipe imen, ki bodo tudi v slovarju. Poleg tega smo imeli v mislih uporabnika spleta. Ta ne bo bral pravil od prve črke do zadnje, ampak si predstavljamo, da bo v spletni iskalnik vtipkal na primer imena regij in bo dobil celovit odgovor. Ne bomo treba brati uvoda v pravila ali pa in ne nadaljevanja, ampak zato je tudi malo več podpoglavij in razdelkov. Pa še nekaj se nam izdelo pomembno predstaviti, da je iz objavljenih predlogov razvidno, da je problematičnost začetnice odvisna od vrste lastnega imena. Na primer pri osebnih in prebivalskih imenih. Zdaj sem pa jaz sebe vključil, tako da bi vi morali mene slišati. A me kdo sliši? Ja, vse je v redu. Zakaj pa jaz vas zdaj ne slišim? Aha, to pa boste uredili. V redu, če kar nadaljujemo, mogoče bi opozorili še na primer, ki bo verjetno v tem poglavju največ ljudi zanimal, in sicer je to tip krajevnega imena Novo mesto, ki naj bi se od zdaj pisal za veliko začetnico pri obeh sestavinah. Pa bi vprašal samo še to, kaj pomeni konkretna sprememba pri zapisu zemljepisnih imen za javno rabo. Ljudje so vedno razburjeni, če se karkoli v zapisu njihovega kraja spremeni. Po drugi strani pa se vsi zavedamo, da bo to lažje za šole, za izdelovalce, za zemljevidov in za splošno dojemanje koncepta v celoti. Ja, ne pozabimo, da smo šele v fazi javne razprave in da bomo morali najprej po javni razpravi pripraviti vsa poglavja pravil. Če pa bo šlo, kot načrtujemo, to pomeni postopno uvajanje. To je podobno kot uvajanje novih dokumentov, recimo na tablah postopno, v dopisih, časopisih, v javni rabi in šolah, pa seveda takoj. Ampak, kot sem rekla, smo v fazi javne razprave šele. Res je, in vsake razprave smo zelo veseli. Verjetno se bodo vsi spomnili, da je na primer decembra krožila peticija o spremembi pravila za pisanje praznikov, zlasti Božiča. Te razprave smo bili zelo veseli, je znak, da ljudi jezik in pravopis še vedno zanima, še vedno vznemirja
In vsak takšen argument bomo znotraj javne razprave tudi znova in znova premislili. Raziskovalci takšnih sprememb bi sicer nismo naklonjeni, ker bi preveč posegla v druga pravila, in menimo, da smo lahko na rabo male začetnice v takšnih primerih v slovenščini tudi zelo ponosni, saj ima takšen način zapisovanja dolgo zgodovino in je konec koncev tudi skušal uveljavljati slovenščino napram, na primer, tedanji nemščini. Bi pa vprašal doktorico Tino Lengar Verovnik, koliko je pri veliki in mali začetnici dogovornega in koliko je razlike med lastnim in splošnim, občnim, kako vse te razlike izhajajo iz našega pogleda na svet, kakšen je vpliv rabe. Vem, da ste na to temo izvedli tudi ankete, pogledali najrazličnejša mnenja, najrazličnejše pripombe. Hvala lepa. Pravopis je res, kot je bilo posredno, zdaj mislim, da že je malce opozorjeno, tema, ki se veliko bolj navezuje na, oziroma ne pravopis, ampak velika in mala začetnica, torej ta pravopisna tema, se veliko bolj navezuje na zunajjezikovno stvarnost, kot pa marsikatera druga tema v pravopisu. Ker je naše dojemanje tega, kar prototipično pišemo, ali z malo ali z veliko začetnico, tudi veliko bolj neposredno izkustveno, kot pa recimo to, katera razmerja označujejo ločila ali pa jih izražamo prek ločil. In s tem, da imamo vsak neke svoje poglede in razumevanja in da morda tudi se ravno zato, ker to naše individualno razumevanje tega, kar naj bi se odslikovalo z veliko ali z malo začetnico, ni vedno prekrivno s tem, kar se potem v predpisu izrazi, se morda posamezniku tudi prej zdi, da je pa ravno njegova raba ali pa razumevanje je pa prezrto. In zato verjetno tudi toliko zanimanja pišoče javnosti za to tematiko. Celo ob tej večerni petkovi uri vidimo, da je zelo veliko ljudi, ki jih zadeva zanima in seveda smo tega absolutno veseli. Druga stvar je, koliko na sprejemanje teh sicer dogovornih pravil pri konkretno tem pravopisnem poglavju dejansko vpliva raba. Praviloma vpliva raba na enak način pri vseh pravopisnih temah. Se pravi, da pri prenavljanju vseh pravil, ne samo teh, ki jih predstavljamo danes, ob tem, da se vedno držimo tudi enakih pravopisnih načel in teh je več, nenehno preverjamo gradivo in pri vprašanjih velike in male začetnice poskušamo seveda še toliko bolj slediti dinamiki v zunajjezikovnem svetu, ker je s tem pač pisanje res izrazito povezano. Lastna imena in pri teh se v povezavi z začetnico pojavlja seveda največ vprašanj, čeprav ni vezana samo na ta položaj, ampak tudi na začetek povedi recimo, pa na svojilne pridevnike iz lastnih imen, pa na neke posebne položaje, izražanje posebnih razmerij. Ampak ravno pri lastnih imenih je pa največ zadreg in ta niso samo stvar obravnave pravopisa, z njimi se ukvarjajo tudi druge vede, od zgodovine, geografije, zelo izrazito pri zemljepisnih imenih, pa psihologija in tudi recimo trženje. In to trženje je posredno, če se malce pošalim, krivo tudi tega, da smo v novi pravopis dali eno posebnost, ki je prej ni bilo, recimo imena novejše dobe, ki se začenjajo z malimi črkami, pa so vseeno lastna imena, tipa Z zdravje, e-davki, e-uprava, i-slovar in podobna. Namreč tudi na začetku povedi pišemo s to malo začetnico in je velika umaknjena v notranjost besede. Ta okoliščina sicer ni nova, smo jo evidentirali šele zdaj, prej se je pojavljala recimo v strokovnih besedilih v tipu PH lističi na začetku povedi, ampak je bila precej omejena.
Je pa res, da danes namenjamo morda več pozornosti pa tudi takim bolj omejenim rabam v ožjih krogih uporabnikov. Saj ne bom več dolga, samo pri enem tipu bi se še malce ustavila, da ponazorim ta vpliv. Zveze iz lastnoimenskih pridevnikov in samostalnikov so zelo pogosto predmet tudi vprašanj v jezikovni svetovalnici. Naše gradivne raziskave so pokazale, recimo, da se tiste, ki so vezane tudi na strokovno izražanje, recimo v zoologiji, botaniki, Darwinovi ščinkavci, Zoisova zvončica, ali pa v medicini, Parkinsonova bolezen, Downov sindrom in podobne, v strokah prevladujoče pišejo z veliko začetnico in da ta velika začetnica prodira tudi v splošnejšo rabo. In zato smo v novem poglavju sicer ohranili dvojnico, ampak zamenjali vrstni red, tako da je na prvem mestu velika začetnica. V splošnejši rabi, kjer je več enega drugega tipa, to so tisti primeri, ki označujejo duhovno last, recimo Beaufortjeva lestvica, Pitagorov izrek, Mozartove kroglice, tudi ker smo ugotovili, da ne gre samo za zaznamovanje nekih izumov, iznajdb, ampak tudi za častna poimenovanja oziroma poimenovanje v spomin na nekoga, pa se pišejo v nasprotju z stanjem v slovarju iz pravopisa 2001, kjer je bila dvojnica, danes pa izrazito z veliko začetnico, izrecno z veliko in zato tudi tovrstna sprememba. Zdaj, poleg seveda upoštevanja rabe je zelo zanimivo tudi vprašanje, ki ste ga prej načeli, in to je, kje so meje med lastnimi imeni in občnimi poimenovanji. Te niso vedno jasne in tudi v različnih jezikih so različno postavljene. Ampak to zdaj presega moje vprašanje in mogoče več o tem res o konkretnih vprašanjih občinstva v nadaljevanju. Najlepša hvala, ko si omenila občinstvo, bi vse, ki nas spremljate prek Zooma, opozoril, da boste v nadaljevanju, če boste želeli, lahko dvignili roko in nas tudi kaj v živo vprašali. Lahko nam napišete tudi vprašanje v klepetalnik. Prav tako pa vsi, ki nas poslušate prek YouTubea, lahko zastavite na YouTubeu vprašanje med komentarji. Vsa ta vprašanja tudi spremljamo in verjamem, da bo kako tudi zelo aktualno, glede na to, da se nas je vmes nabralo še kar 20 več. Naslednje vprašanje bi zastavil doktorici Nataši Jakob, in sicer me zanima, v kolikšni meri se samo razmišljanje, značilno za pravopis, razlikuje od razmišljanja, na primer, sestavljavcev Slovarja slovenskega knjižnega jezika, SSKJ. Ti namreč sodeluješ pri obeh aktivnostih. Na primer, na področju frazeologije. Tu imamo frazeologijo v pravopisu in frazeologijo v SSKJ. Hvala za vprašanje, lep pozdrav tudi vsemu občinstvu. Torej, gre za neko izzivalno vprašanje, pravopis, slovar, ne. Jaz mislim, da se sam način razmišljanja tukaj ne razlikuje bistveno. Se pa seveda razlikuje, to se pravi ob pripravi pravopisa in pa pri pripravi tretje izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika zastavljamo nekoliko različna vprašanja. Tukaj gre za to razliko. Pri pravopisu nas seveda primarno zanima, kako se neka beseda, besedna zveza v knjižnem jeziku zapiše, izgovori, tudi pregiba. Pri splošno razlagalnem slovarju pa nas v prvi vrsti zanimata pomen in raba tovrstnega besedja. To se pravi, zelo poenostavljeno gre za neko razmerje med iskanjem izraza in na drugi strani vsebine. Vendar seveda priročnika ne ciljata na to ločnico v tem smislu, ne. Tudi SSKJ prinaša normo zapisa, izgovora in tako dalje.
Razlike pa so seveda po vsebinski plati, ne. Pravopis in slovar prinašata nekoliko različen fond besedja, in se razlikujeta tudi po svoji obvestilnosti, torej katere podatke vsebujeta in posredujeta jezikovnim uporabnikom. Če to zdaj mogoče pojasnim na primeru velike male začetnice in frazeologije, kjer me izzivaš, torej pravopis zaradi obravnave velike male začetnice seveda vsebuje potem celo kopico lastnih imen v svojem slovarskem delu tudi, vseh tipov, imena bitij, zemljepisna imena, stvarna imena, medtem ko SSKJ lastnih imen načeloma ne vključuje oziroma jih vključuje selektivno. Zakaj je zdaj tako? Torej zaradi te izhodiščne razlike med tem, da torej lastna imena sama po sebi ne nosijo neke semantične vrednosti, a ne, imajo le to funkcijo identifikacije, in v smislu za splošni razlagalni slovar niso zanimiva. Seveda pa kadar neko lastno ime postane sestavina neke stalne besedne zveze ali frazeološke enote, pa postane pomembna za slovar slovenskega knjižnega jezika, saj je dolžan to enoto pomensko opisati, a ne. Skratka, ni pozoren v tem smislu, da bi reševal rabo velike male začetnice, ampak kaj prinaša nek pomenski prenos te enote. Torej, če zdaj na nekem primeru pojasnim, zelo preprostem, pravopis se z Ameriko ukvarja drugače kot SSKJ. Torej, pravopis bo reševal vprašanje, kaj je Amerika kot lastno ime, enkrat je to ime celine, drugič je to neuradno ime za Združene države, tretjič je okrajšano ime za Severno, Južno Ameriko, vsa ta vprašanja nekako zanima me v tej vlogi normativista, ne. Slovar slovenskega knjižnega jezika se pa s tem lastnoimenskim fondom oziroma tem spektrom ne ukvarja, ga pa zanima, kaj pomenijo zveze kot odkriti Ameriko, strici iz Amerike in podobno. No, in ravno tukaj se pravopis in slovar srečata, oziroma mislim, da se morata srečati, saj se pravopis opredeli do te rabe začetnice v primerih, ko je lastno ime razbremenjeno te identifikacijske funkcije in se rabi kot sestavina teh frazeoloških imen. No, in v tem smislu mislim, da smo v prenovi pravil na to pozorni, tega sem vesela, saj mogoče fokus v prejšnjih pravopisnih pravilih je področje frazeologije precej zanemarjal, pa ne samo na področju rabe velike in male začetnice. Tako da zdaj, če sklenem nekje, kaj mislim, a ne, torej mislim, da ne gre za neko dualnost, če si upam sploh ta izraz uporabljati, ampak gre res tukaj za pravopisno oziroma splošno slovaropisno razmišljanje za nek komplementarni odnos. Torej, da si nekako prizadevamo v tem smislu, da tu ne prihaja do nekih nevarnih razmerij, a ne, med enim in drugim slovarjem, ampak da se vsi zavedamo, da nujno potrebujemo tako normativni kot pomenski opis leksike in da se ta dva segmenta seveda nujno dopolnjujeta. Upam, da sem nekako zajela to, kar si me vprašal. Najlepša hvala. Nadaljeval bi kar z vprašanjem za doktorja Petra Weissa. V javnosti ste poznani kot pravopisec, ki se je vedno zavedal pravopisnih neskladij med priročniki, ki je znal tudi zelo dobro opozarjati na probleme priročnikov, na težave z njimi, na napake v njih. In zanima me, kako zdaj z te nove perspektive kot član skupine, ki je pripravila osnutek novih pravil za javno razpravo, ocenjujete samo aktualno stanje in pa tudi ta nova pravila in slovar povezan z njimi. Hvala lepa. Včasih, nekdaj je bilo treba paziti, kaj je bilo zapisano v priročnikih in potem ustrezno reagirati, če so bile rešitve
prehude ali pa napačne. Vemo, da se je to lahko vleklo včasih tudi več let ali celo desetletij. Spomnimo se rešitve pri zapisu Bravec s črko V v pravopisu leta 1962, ki je bila potem sicer umaknjena, ampak do te nesreče je prišlo zato, ker ni bilo javne razprave. Zdaj trenutno pri tem pravopisu imamo javno razpravo. In javna razprava je bila tudi ob načrtu pravil za novi slovenski pravopis, ki so potem išla leta 1990. Tista knjiga je bila iz 80-ih let prejšnjega stoletja, vendar pa je zaradi nekakšne sovražnosti ali pa našpičenosti do novih rešitev doživela le omejen obseg, mislim, sama debata in potem tudi rezultati, ki bi bili zelo koristni, niso prišli do izraza. Zanimivo je, da imamo zdaj pri bralcu težave še naprej, in sicer pri izgovoru besede bolniki, ki se čedalje bolj uveljavlja, kljub temu, da je v priročnikih napisano bolnik in tako naprej. In v zadnjem času, se pravi od približno nastajanja slovarskega dela slovenskega pravopisa, ki je potem izšel leta 2001, imamo srečo, da lahko spremljamo jezikovno debato, težave, ki tarejo pišoče in izgovarjavce slovenskega jezika v jezikovni svetovalnici. V 90-ih letih se je začelo, izvedeno je bilo potem veliko pozneje v naši skupini, na našem inštitutu, in na ta način lahko spremljamo težave, ki jih imajo pišoči in beroči, predvsem pišoči, in te rešitve, ki jih sproti zapišemo in z njimi seznanimo javnost, potem prehajajo tudi v pravopisna pravila, ki so ravnokar bila dokončana. Izjemno dobra je ta stvar, če si predstavljamo, da so nekdaj bili taki opomniki na težavna mesta samo kaki jezikovni kotički v časopisih in so reagirali sorazmerno pozno, pa imamo recimo zdaj v jezikovni svetovalnici tudi že odgovor in dokončno rešitev, ali se reče PCR, ali se reče PCR, kot smo že tudi slišali, in dokončni odgovor je po slovensko PCR ali PCR. Tako. Najlepša hvala. Ja, na vlogo jezikovne svetovalnice za nastajanje samega pravopisa dejansko še nismo pomembne je opozorili, in tu bi kar mimo vrste vseeno prosil doktorico Heleno Dobrovoljc, če lahko samo na hitro za tiste, ki morda ne poznajo načina delovanja v jezikovni svetovalnici, razloži, na kak način služijo odgovori, ki jih zberemo na inštitutu v jezikovni svetovalnici za samo delo s pravopisom, s pravili in s slovarjem. Ja, hvala lepa. Za nas je svetovalnica pravzaprav terensko delo.
Da se ne ukvarjamo samo z lastno jezikovno prakso oziroma pregledujemo korpuse, nas zanimajo aktivne zadrege jezikovnih uporabnikov, da pa je to tudi njim v pomoč, jim seveda odgovorimo, potem pa ta vprašanja oziroma te odgovore kategoriziramo in s tem se pravzaprav na spletišču jezikovne svetovalnice ustvarja neke vrste spletni jezikovni priročnik. Zdaj, ker je svetovalnica že toliko časa med nami, torej od leta 2012, se je vmes že zgodilo, da smo kaj tudi popravljali, da dodajamo, popravljamo, ampak vsekakor je nabor teh vprašanj, teh zadreg, pa tudi vrzeli, ki jih izpostavljajo naši spraševalci, za nas pravzaprav vodilo potem pri prenovi pravopisa. Najprej se seveda s temi srečamo. Najlepša hvala. Naslednje vprašanje bi postavil gospe Marti Kocijan Barle. Nisem vas čisto brez vzroka prej podzavestno nagovoril kot doktorica. Moja prva izkušnja kot mladega človeka z vašim imenom je namreč povezana z mojim profesorjem slovenščine v srednji šoli in on vas je označil kot jezikovno enciklopedijo na 2 nogah. Vi ste edini v pravopisni komisiji, ki ste že sami pripravili svoj individualni pravopisni priročnik Abeceda pravopisa. In zanima me, kako bi z te perspektive ocenili vaše delo v komisiji in predstavljena pravila. Kje vidite tisti največji izziv zase kot dolgoletne uporabnice pravopisa? Ja, hvala lepa za tako simpatično predstavitev in to povišanje, karkoli bova to rekla. Jaz bom, ta abeceda pravopisa je bila res tako razvpito delo, bila je pa to samo zato, to je knjižica z vajami v glavnem in pa poenostavljenimi pravili v obliki preglednic, ki naj bi rabila predvsem šolajočim se, dijakom in pa osnovnošolcem. Takrat je seveda požela veliko navdušenje. Zakaj? Zato, ker so bila pravila, ki so izšla leta 90, jaz sem takoj zatem naredila to knjižico, so bila recimo za širše občinstvo, širše uporabnike, laično javnost, za moj pogled, prezahtevna, zame pa že zelo odlična, glede na predhodnike. In sem vedela, da utegnejo ljudje potem to nekako se odvreči od pravopisa, če bojo videli v tem težave. Zato sem jaz popularizirala v bistvu pravopisa, da bi se ga ljudje lažje lotevali in se iz njega kaj naučili. Seveda sem bila potem, ne samo zaradi te knjižice, povabljena k sodelovanju v pravopisno komisijo. Namreč dolga leta sem delala najprej, kot ste že prej omenili, uvodoma kot fonetičarka na radiju, potem v 3 založbah, najprej kot lektorica, potem urednica leksikografskih izdaj. In sem se še pred to jezikovno svetovalnico, tako rečem, srečevala z vprašanji izrabe. Sodelovala sem z imenitnimi avtorji, radovednimi, postavljali so mi zelo zahtevna vprašanja, na katere sem morala znati odgovoriti, zato sem kar naprej študirala pravopis in slovnico, da bi jim znala odgovoriti. Ampak ni bilo samo, tudi knjige je bilo treba primerno urediti in jaz sem poskušala odgovore vedno najti v priročnikih, pa sem ostala bosa. Potem sem reševala sama, enkrat bolj posrečeno, drugič manj, kar se vsakemu dogaja, ko pač gre na neznan teren. Vsa ta jezikovna pravopisna vprašanja. In moje sodelovanje pri pravopisni komisiji
Pravzaprav ob tem, da sem opozarjala na rabo na gradivo, seveda ravno zaradi te jezikovne svetovalnice, potem ni naletelo na noben odpor. Moram reči, da člani komisije razpravljamo, včasih zelo burno, smo na različnih bregovih, ampak vedno poskušamo najti nek konsens, ne. Helena Dobrovoljc, moram to v tej priliki povedati, odlično vodi to raznotero skupino, poskuša najti rešitve, da ne govorim o tem, da dela še vse drugo, kar niti mi kot člani pravopisne komisije niti ne. Skratka, zadolžena je za vse to. Ko pa pridemo do stene, ko ne znamo odgovoriti na vprašanje, oziroma ko se v mnenjih izrazito razhajamo, se pa zatečemo, bodisi v anketo, bodisi se odločimo, da bomo napisali strokovne članke, vsak po svoje, kako si kaj predstavljamo. Tako je nastala tudi ta knjižica o Bukovem vrhu zaradi zemljepisnih imen, kjer je bilo glavno razhajanje med geografi in pa seveda nami, slovenisti, pa še znotraj skupine seveda so bila velika razhajanja, zato je potem nastala ta publikacija. In naslednja stopnja, ki je pri tem zelo pomembna, je pa ravno to, da zdaj objavljamo še za javno razpravo, dodatno javno razpravo, osnutek pravil za veliko začetnico in pa prevzete besede. In seveda, če jaz zdaj gledam z te perspektive, kaj bi to pomenilo, kar danes objavljamo meni kot urednici recimo, ali lektorici, ali fonetičarki, moram reči, da skoraj ne bi mogla kritizirati, ne. Ampak to še nič ne pomeni, ne. To je neke vrste samozadovoljstvo, ne, po opravljenem delu. Videli pa bomo, kaj bo povedala javnost, in jaz se te razprave veselim, zato ker nam vedno, če že ne moremo upoštevati želja, nam pa mogoče odpre kakšno boljšo možnost prikaza določenih pravil. Kar se pa izziva tiče, bi pa rekla, zame je največji izziv v tej skupini in kje se v bistvu vidim najbolj, so to prevzeta lastna imena, ne. To je strašno zahtevno poglavje, s tem se pravzaprav nihče nekaj podrobneje ukvarjal, tako da smo v komisiji sklenili, da bomo in smo že pripravili pravzaprav načrt, kako bomo od zdaj naprej predstavljali jezike, in pripravili smo že tudi vzorec enega jezika in pridobili kar precej sodelavcev, ki nam bojo pri tem pomagali. Načrt je namreč tak, da naj bi pri tem sodelovala vedno strokovnjak za posamezni jezik in pa slovenist. In da rešimo vsa ta vprašanja v skupnem dialogu. Uvodoma naj bi bili predstavljeni osnove določenega jezika, to se pravi pisave, izgovora, naglasa, sledila bi preglednica, v kateri bi bil najprej zapis, to se pravi črk in več črkih, ki jih Slovenec bi drugače izgovarjal od pričakovanega in ga seveda jih tudi v tujih jezikih izgovarjajo drugače, pojasnjeni položaji, kjer se to pojavlja, zraven pa lastnoimenski zgledi z izgovorom prilagojeni fonetičnemu sistemu našega jezika. Sledi temu še potem predstavitev prevzemanja iz tega jezika, lastnoimenskega fonda in pa seveda občoimenskega, kratka, ilustrativna in podano pregibanje težjih primerov. Jeziki se med sabo namreč strahovito razlikujejo in skoraj težko je verjeti, ampak rekla bom, da si bomo verjetno ob angleščini vsi polomili zobe. Najlepša hvala. Tu bi dodal, da je prevzemanje tujih imen zagotovo velik izziv, to začutimo tudi na inštitutu, vsak je večji, na primer, športni dogodek, ko nas kličejo različni novinarji, kako naj ravnajo z določenimi imeni, tako da spada
ta spopad s tujimi imeni in poimenovanji zagotovo med pomembne naloge pravopisa. Za konec tega prvega uvodnega kroga, ki se nam je kar raztegnil, pa bi vprašal še profesorja doktorja Hotimirja Tevadarja kot strokovnjaka za pravorečje, kako kot strokovnjak ocenjuješ, koliko je v pravopisu pravorečja, koliko je sploh lahko v pravopisu pravorečja, v kolikšni meri se ti zdi, da morajo biti priročniki, kot je pravopis, specializirani ali v nasprotju med sabo povezani, hibridni? Ja, še enkrat lep pozdrav vsem skupaj. Mislim, da je že kolegica Kočan-Barle izpostavila zadevo, da je pravorečje v bistvu tudi nujni del pravopisa, predvsem, če se ukvarjamo s prevzetimi imeni. Seveda pa pravopis je vedno bil tradicionalno tudi pravorečni priročnik in je imel v preteklosti zelo dosti pravorečnih informacij. Zdaj, če se mogoče malo ustavimo sedaj pri sodobnem času, mislim, da je zdaj sicer še vedno čas za to, da pravopis nosi tudi osnovne pravorečne informacije. Je pa res, da sedaj, ko je vse dostopno na spletu, mnogi slovarji, ki so tudi zelo pravorečno bogati, nekateri, konkretno SSKJ 2 je zelo bogat, kar se tiče informacij o pravorečju, je vsekakor določene stvari možno dobiti tudi na drugih mestih. Kaj se zdaj dati od pravorečja v pravopis? Tisto, kar bo za čim širši krog ljudi zanimivo. In kaj to pomeni? To so, prej ste omenjali že jezikovno svetovalnico, torej vprašanja, ki se tam pojavljajo. Prva stvar, ki seveda mora biti označena tudi v pravopisu, je mesto naglasa, tako da tu mora biti mesto naglasa označeno in to bo tudi narejeno, konkretno pri preglednicah, tudi v e-pravopisu. Druga stvar, ki je pa pomembna, pa je seveda, da so slovenski fonemi, njihove variante, skratka glasovna izgovorjava besed, ki so v pravopisnem slovarju in tudi konkretno pri prevzemanju natančno opredeljeni. To je nujno potrebno, zdaj koliko bo pa potem še dodatnega v slovničnem orisu, kar je tudi v načrtu, tam bo verjetno tega pravorečja glasoslovja malo več. To bo pa še stvar diskusije, ampak je že precej tu narejeno in bomo to pravorečje v tisti dodatni del dodali. Vsekakor pravorečje mora biti pa nujni del pravopisa in predvsem pri prevzemanju bo kar nekaj izzivov, kako sedaj določiti, kaj je tisto slovensko glasoslovno pravilo, ker vemo, da se marsikaj prav gotovo spreminja pod vplivom drugih jezikov. Je pa trdno jedro je prav gotovo tu postavljeno in tu bo ostalo v podobnih smerih, kot je bilo recimo že postavljeno v pravopisu 2001, ampak računamo zdaj na preglednejši način in predvsem s konkretnejšimi primeri in rešenimi problemi. Mogoče to za začetek, da je mogoče kaj več v nadaljevanju. Mogoče samo še to, da omenim, pravorečje. Pravorečje bi lepo bilo, da bi imelo svoj pravorečni priročnik. Eden in edini pravorečni priročnik je v bistvu iz leta 1946. In kasneje so potem najrazličnejše vadnice bile. Mislim, da je zdaj čas, da imamo v pravopisu osnovno informacijo o pravorečju, dobro bi bilo, da bi imeli samostojno pravorečje in različno nivojske govorne vadnice. To je pa tisto, kar mislim, da bo potrebno
še malo bolj spregovoriti o tem. Mislim, da nekaj smo že naredili, nekaj se bo še pripravilo, ampak poudarjam, se pravi, govor, učenje govora, knjižnega govora je proces. Zato mora tu biti to podprto z večjih smeri, torej različno nivojsko govorno varnico, torej ne eno, več govornih varnic. Ena za osnovno rabo, ena za zahtevnejšo, ena potem za drugo. Mislim, da to je smer, ki je prava, ker včasih je bilo vse skupaj v eni knjigi in potem je bilo to tudi lahko pogledno. Mogoče v nadaljevanju še kaj o tem, imam eno konkretno knjigo v mislih. Hvala in hvala vsem za prvi krog odgovorov. Zdaj je čas, ko lahko vsi, ki nas spremljate, zastavite vprašanje tudi v živo. Slike ne bomo videli, vas bomo pa slišali. Za vprašanje se pa prijavite tako, da dvignete virtualno roko. Lahko pa nam seveda vprašanja pošljete tudi prek klepeta, če bodo takšna, da bi bila zanimiva za vse, jih bom povzel, sicer vam lahko odgovorimo tudi individualno. Morda bi na tej točki vprašal še naslednje. Novi dve poglavji pravopisa sta šli danes v javno razpravo. Vsak lahko komentira najrazličnejša določila, najrazličnejša opažanja pravopisa. Če se na primer vživimo v nekoga, ki odda svoj komentar in pozneje vidi, da se ga ni upoštevalo, ki je morda to naredil že v javni razpravi pri prvih dveh poglavjih. Kako bi mu povedali kot člani ožje skupine, zakaj njegovo delo ali njeno delo in trud ne bosta šla v nič? Zakaj so vse te pripombe tako zelo pomembne? Jaz poskusim odgovoriti, kot je Marta že prej nakazala, čisto vsaka pripomba, ki jo dobimo, je za nas novo gradivo, oziroma če ni ravno gradivo, nas pa sili v to, da gremo preverjati še nove vidike, iskati nova gradiva, potrditve morda za to, kar je predlagano, ali pa nasprotno dokaze, zakaj tega ne moremo narediti tako, kot si ta posameznik želi ali pa si predstavlja. Se pravi, da je to za nas ne v breme, ampak je res dobrodošlo in naše izkušnje iz pretekle razprave od lani so izjemno pozitivne, predlogi in pripombe, ki smo jih dobivali, so dobronamerni, velikokrat dobro utemeljeni in ravno ti dobro utemeljeni nas pogosto potem vodijo tudi do drugačnih ali pa boljših rešitev ali pa večjega ponatančanja ubeseditev, dodajanja bolj nazornih zgledov, dodajanja novih posebnosti, skratka, predvsem takih si želimo. Včasih se zgodi, da dobimo seveda bolj mnenja kot argumente in v takem primeru je včasih težko upoštevati. Bomo pa zagotovo, ko bomo prišli do tega, da bomo oblikovali končna poglavja po javni razpravi, seveda se nekako odzvali tudi na te komentarje oziroma pokomentirali spet te prenovljene izdaje na podoben način, kot jih komentiramo zdaj, ko dajemo v branje prve čistopise. Že v predstavitvenem videu ste lahko videli, da so dostopne utemeljitve za vsa 4 poglavja, ki so že bila ali pa so zdaj v javni razpravi prek spletne strani
tako pravopisa 8.0 kot na spletišču pravopisne komisije in na enak način se bomo po sklopih, po posameznih pravilih znotraj poglavij odzvali tudi, ko bomo oblikovali dokončno različico, tako da nič ne gre v nič. Izjemno smo veseli vsega, kar dobimo, vsakršnega komentarja, pa če tudi je kdaj napisan malce z jezo ali pa z nejevoljo, ker spreminjamo nekaj, kar je po mnenju koga že bilo dobro urejeno in res ni potrebe potem, ali pa ker ne spreminjamo, pa bi morali. Skratka, vsega smo veseli. Morda bi se navezal ravno na to, kakšen je pa vaš občutek znotraj skupine, kadar vaša mnenja niso upoštevana. To se je zagotovo vsakemu v skupini že zgodilo. Pravopis je vedno nek konsens, na podlagi, kot ste omenjali, zelo burne razprave in zelo različnih mnenj. Bi lahko morda kdo podelil kako takšno izkušnjo? Marta Kocjan-Berle. Ja, seveda. To se je meni zgodilo recimo pri zemljepisnih imenih. Ampak kako to izgleda, ko je človek pravzaprav na drugem bregu, kot je večina njegovih kolegov. Jaz sem imela ob svojem predlogu podporo samo enega člana, ki danes žal ni z nami. Meni se je zdelo, da lahko to stvar poenostavimo in da vse, kar je občnega, pišemo z malo, drugo z veliko, in sem to poskušala razložiti s prenosom pomenov in tako naprej. V javni razpravi, ko je šla anketa, ta predlog ni doživel ne vem kakšne podpore. To se pravi, ljudem to ni bilo, zdelo se jim je, da bi to utegnilo zaplesti. Ko sem jaz videla, da ni bilo take podpore, sem si mislila, seveda, saj nisi šla čisto do preproste razlage, ampak si napletala preveč strokovno, torej javnost tega ne sprejme. V redu. Potem smo morali, ker so bila različna mnenja, tudi v skupini o tem razpravljati. 50% smo imeli pravice mi, člani uredniškega, tega pravopisne komisije, 50% je tehtala anketa in predlog. Večinsko podporo je dobil ta predlog, ki je zdaj sprejet. To se pravi Novo mesto, da poenostavim z veliko začetnico. Ko so me člani vprašali, zakaj jaz glasujem, sem rekla, da za lastni predlog, seveda, da za njim stojim. Potem, ko je bila večina vendarle za to, da se sprejme tako, kot je zdaj v pravilih, sem jaz rekla, sprejmem, tudi jaz bom stala za tem, če bo vse, kar se tiče nekrajevnih imen, tako urejeno, da bom jaz vsakemu znala, če me bo vprašal, utemeljiti, zakaj je tam mala ali velika začetnica. In ker je bilo tako urejeno, sem jaz to mirno sprejela in zdaj stojim za takim pravilom, kot je objavljeno. Najlepša hvala. Ja, še... Res je, Marta, to, kar si prej vprašal, je Martina zahteva, da vsak najde za svoj problem lahko v teh pravilih rešitev, je spodbudila, da smo natančno razložili mehanizem, torej kdaj mala, kdaj velika začetnica v prvi sestavini, in nam je naredila kar vročo jesen, ker vsa tista priloga je nastala v 1,5 mesecu jeseni, torej vseh teh 200 in še nekaj prvih sestavin, ki pa se mi zdaj zdi kot izredno zanimiva tudi meni in ne morem verjeti, da je to nastalo. Tako da, to je torej Martin predlog oziroma Martin pogoj, potem pa se je rodila ta rešitev s prilogo. Pogosto slišimo od nejezikoslovcev, da rečejo, pravopis, to ni zame. V smislu, to je pretežko, to je stvar lektorjev in učiteljev. Ampak
resnica nekje globoko, če govorim pač kot zgodovinar jezikoslovja, v zgodovini je ravno obratna. Pravopis ni bil namenjen in tudi danes ni namenjen zgolj jezikoslovcem. Namreč, jezikoslovci so edini, ki bi brez težav pisali tudi brez pravopisa. Namenjen je ljudem. In zanima me vaše mnenje, kako spreminjati to miselnost, da pravopis in razmišljanje o jeziku, uporaba jezika nasploh ne bi bila več povezana z nekim strahom, z nekim stresom, ki ljudi popolnoma odbije od neke vsebine. Kako dosegati, da se bo s pravopisom istovetilo vedno več ljudi in da ga bo zato vedno več ljudi seveda tudi znalo, tudi se zanimalo zanj? Po mojem, če lahko jaz tu dodam 2 stavka. V prvi vrsti z dialogom. To je, se pravi, komunikacija s splošnim uporabnikom in v bistvu drugo je pa potem oblikovati takšna pravila, ki bodo tega splošnega uporabnika upoštevala. In to mislim, da se je tukaj v naši skupini delalo. Torej najprej se je brusilo znotraj naše skupine, potem pa tudi preverjalo v najrazličnejših virih, bom kar tako rekel. Niso bili to samo korpusi, ampak so bili tudi najrazličnejše svetovalnice, tudi opažanja nas strokovnjakov iz različnih drugih virov, raziskave, skratka, čim več dialoga, to mislim, da je najpomembnejše, ne preveč zaplesti kakšne stvari, zdaj, če mogoče prej, ko smo se pogovarjali, kaj je sprejeto, kaj ni sprejeto. Jaz kot fonetik bi marsikaj želel, da bi bilo širše opisano, ampak pač tu je že en test znotraj naše skupine bil narejen in potem se na nek način usmerili v eno smiselno rešitev. In to mislim, čim več dialoga, čim več tudi medijske komunikacije in odpraviti, vse o tem smo že večkrat govorili, odpraviti strah pred konkretno rabo slovenskega jezika v javnosti. Tu mogoče bolj govorim kot tisti, ki se ukvarja z javnim govorom, ampak dostikrat sem na najrazličnejših nivojih izobraževanja doživel, da je ljudi bilo strah govoriti svoj jezik v javnosti. In to se mi zdi težava. Tako da zato mislim, da nas dosti čaka tudi na ozaveščanju. Ja, za besedo se je javila tudi doktorica Nataša Jakob. Mogoče bi povedal, da je izmed vseh sodelujočih prav Nataša v okviru našega projekta portala Franček najbolj v stiku tudi z mladimi in mogoče bo celo z tega vidika kaj dodala, glede na to, da je dejansko v stiku s tem, kako mladi živijo jezik, kako se mlajši denimo odzivajo na slovnico, na pravopis in tako naprej. Hvala, Kozma, prav to sem imela v mislih. Mislim, da ravno to, da je usmeritev tega novega pravopisnega priročnika usmerjena v to specializiranost, da rešuje pravzaprav pravopisno problematična mesta v jeziku in da ni preobložen s temi podatki, kot smo jih navajeni recimo iz pravopisa 2001 ali pa tudi pravopisa 62-50, da je ravno ta specializirani fokus tisti, ki bo uporabnika nagovarjal k temu, da bo pri teh vprašanjih z področja zapisa, izgovora, pregibanja večkrat posegel tudi po tem priročniku. No, mislim, da je to
ena stvar, druga stvar za mlajše generacije pa seveda ta spletni medij, ki mislim, da tukaj ni zanemarljiv, da se prek portala Fran, mogoče tudi kdaj prek Frančka, lahko ti podatki iščejo zelo enostavno. No, to mislim, da so te prednosti, ki praviš, da razbremenjujejo mlajše generacije tega strahu pred razumevanjem priročnikov, ker kaj opažam, da pravzaprav še nekje, ne vem, študenti slovenistike, pa še kje druge, ne znajo v resnici prav prebrati teh težkih slovarskih sestavkov, tako da v bistvu tukaj so te poenostavitve mogoče tudi lahko dobre. Ja, javila sta se še Marta Kocijan-Barle in Peter Weiss, če lahko na kratko, glede na to, da čas kar zelo hitro teče. Lahko popolnoma na kratko. Ne peljem vode na svoj mlin, da ne bo kdo mislil. Ampak vsekakor bo treba narediti en tak šolski pravopis, to se pravi kratka pravila, bistvena poglavja pravopisna. In to se ravno tako lahko naredi na inštitutu. Ko je enkrat rešeno kompleksno, se da to poenostaviti, zjedriti in prikazati tudi ne samo za šolsko rabo, ampak za vse tiste, ki se jim zdi ta tvarina pretežka. Verjamem, da ko bojo zdaj gledali pravila, bojo rekli vsega preveč, obupam, ampak ni res. Iz tega se da potegniti bistvo, prikazati in to dovolj hitro potem objaviti tudi na spletnih straneh. Podpiralo bo pa ravno tega Frančka. Hvala. Še Peter Weiss? Jaz bi pa povedal, da je pravopis v celoti skupek besed, pravil, ki jih obvladamo. Recimo o besedi miza, ki je ženskega spola, ki ima rodilnik mize, se niti ne sprašujemo, pa je to v pravopisu vendarle zapisano. Vanj hodimo gledati takrat, ko nam zmanjka. In to mora biti na razpolago čim več ljudem in v šolah je dobro, da se tudi naučijo, kako iščemo po priročnikih. Zato so take stvari, kot je projekt Franček, pa to zelo, zelo dobre. Navajajo ljudi na uporabo knjig na nove načine. Po drugi strani pa bi si želel ravno v tem šolskem okolju, da ne bi zaradi pravopisnih pravil, ki so včasih še vedno pretežka, mi jih ne bomo toliko poenostavili, ker jezik ni preprosta zadeva, da ne bi iskali pasti, v katere bodo zvabili uboge marsikdaj miške, ki si ne morejo pomagati in ki potem čutijo slabo oceno iz slovničnega spregleda, pa tako kot hudo krivico. Šola mora naučiti, prizadevati si moramo in mogoče za rabo slovenščine je pa dobro, da jo vendarle uporabljamo, tudi če kdaj naredimo kako napako. To je pomembnejše, kot da spravimo ljudi v položaj, da si ne upajo pisati in govoriti, ker to je pa cenzura. Najlepša hvala za to lepo misel. Še Helena Dobrovoljc. Zelo na hitro bom povedala, zdaj govorimo o preprostih pravilih. Ta pravila, ki so pred nami, niso tako zelo preprosta. So strokovno kar zahtevna, pisana so za strokovnjake, pravzaprav zato, ker smo detaljno pojasnili vse različne primere, recimo, ki jih do zdaj pravopisi sploh so v velikem loku obšli, recimo imena vzpetin, gora in podobno. Tako da mislim, da si bomo prizadevali v nadaljevanju, da bo pravopis predstavljen v različnih oblikah in tudi različnih kodih, torej različnim publikam primerno, kot elektronsko orodje, kot slovar, kot nabor pravil in tudi uporabniku prijazno, torej kot mogoče v manj strokovnem jeziku pojasnilo v svetovalnici, pa potem kasneje tudi v preprostejših izdajah. Torej, tukaj tega se zavedamo, da je včasih težko razumeti strokoven jezik.
Najlepša hvala. Glede na to, da se bližamo koncu, bi vas vprašal, kakšni so načrti za naprej. Kaj boste naredili, ko prejmete vse pripombe, vse komentarje, ko bo končana javna razprava in kako načrtujete samo delo na pravopisu v naslednjih mesecih? To pa je verjetno vprašanje zame. Mi smo že celo lansko leto pripravljali poglavje Slovnični oris za pravopis, v katerem smo trčili ob kar nekaj zadreg, to pa tudi zato, ker se ukvarjamo z ogromno tujimi imeni. Zato smo se odločili, da že ob koncu lanskega leta začnemo s razširitvijo poglavja o prevzemanju, torej s pripravo preglednic za posamezne jezike. Marta jih je že omenila in trenutno je v delu narejenih več kot 10 preglednic, v delu jih je še nekaj več, o tem bi morda Tina kaj povedala. Torej v tem letu nameravamo prikazati vse bližnje jezike skozi ta proces prevzemanja in na podlagi tega dopolniti potem to poglavje, ki ga imamo v delu Slovnični oris za pravopis. Drugi del pa je seveda namenjen pregledu komentarjev javne razprave. Vemo, da smo jih dobili, mislim, da več kot 300 že ob prvih 2 poglavjih. Tukaj računamo, da jih bo vsaj 2-krat več in to delo si potem razdelimo, pa seveda popolnoma vsak komentar smo pregledali, nismo jih izpuščali, tako da čaka nas pestro pravopisno leto. Najlepša hvala. S tem bi naše srečanje zaključili. Močno upamo, da se že naslednjič dobimo v živo. V živo je namreč lažje spraševati, lažje se je tudi izpostaviti. Zahvaljujem se vsem sogovornicam in sogovornikom za zanimiv pogovor. Žal nam je, da akademiku Janezu Orešniku kljub trudu ni uspelo, smo ga pa videli za nekaj sekund in vsem želim lep večer. Lahko noč. Srečno.